Doktor Battelino, vi ste med drugim tudi klinični farmakolog, profesor pediatrije. Zakaj ste se odločili, da se odzovete na ta dva članka o prehranskih smernicah za Slovenke in Slovence, katerega avtori so tudi člani nekdanjega strateškega sveta za prehrano, ki ga je ustanovil predsednik vlade Robert Golob? Najprej dober večer vsem skupaj in hvala lepa za povabilo v to oddajo. S kolegi nutricionisti in strokovnjaki za prehrano smo pravzaprav urednika revije opozorili na to, da pravzaprav je v obeh člankih več neresnic. Če pogledamo uvod, piše Slovenia has adopted the Slovenian Nutrition Guidelines 2025. To ni res. In potem se to nadaljuje z številnimi drugimi neresnicami v postopku. Vedno v znanosti lahko primerjaš podatke, ki so javno dostopni. Vemo, ni bilo javno dostopnih podatkov v zvezi z temi smernicami, torej je pravzaprav vsa znanstvena primerjava, ki je bila objavljena, nepreverljiva, kar je za običajno strokovno objavljanje nesprejemljivo. Tako da v tem pismu se pravzaprav sploh nismo spuščali v vsebine. Vsebine se po mojem mnenju pravzaprav morajo preverjati na strokovnem nivoju, na strokovnih forumih. Do tega zaenkrat ni prišlo. Dobro. Tako da sploh ne želim pravzaprav se spuščati v vsebino, ampak v formalne navedbe, ki so v teh člankih in ki so neresnične. Zato smo revijo prosili, da članka umaknejo. Kaj vi pravite na ta odziv, in kaj je zdaj? Je to že sprejeto, ni sprejeto? Kako je s tem? Poglejte, gre za rezultat 2,5-letnega dela široke delovne skupine za pripravo prvič znanstvenih osnov za nove prehranske smernice v Sloveniji, kakršnih še nismo imeli. Gre za multidisciplinarno skupino, v katero so bili povabljeni in tudi imenovani kolegi iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Ta skupina je seveda delala po uveljavljeni in robustni metodologiji za pripravo smernic v praksi, ki je bila uveljavljena pred 20 leti, in v tem procesu pregledala številne reference. Skratka, do teh referenc smo prišli seveda po spet natančno določenem postopku, skratka po iskalni metodologiji, ki je v dokumentu opisana. Skratka, gre za sorazmerno široko znanstveno osnovo, ki je potem seveda služila k temu, da oblikujemo priporočila za prehrano. Tukaj ne gre, kot se pogosto v javnosti zdaj sliši, da pravzaprav nekdo želi nekaj omejevati ali pa nekomu nekaj predpisovati. Ker očitek ne bi bil, da ste se preveč nagnili na to rastlinsko prehrano in napovedali v narekovajih boj mesu. Ne, poglejte, to lahko odločno zavrnem. Gre samo za to, da te smernice sledijo številnim smernicam v različnih državah, če začnem z Evropo, od nordijskih držav do nam bližnjih držav, Avstrije, Nemčije. In konkretno, če to, kar se najbolj očita smernicam v medijih zdaj, da omejujejo meso, nemške smernice, ki so potrjene in uveljavljene, so glede tega še bolj restriktivne. Ampak da se odzovem na pravzaprav navedbo profesor Battelina, ja, korektno je, da pravzaprav operiramo s podatki in znanstvenim materialom, do katerega imamo pravico. Ta, bi rekel, ekstenzivna analiza, ki je pripeljala potem do priporočil, je bila v oktobru leta 2025 predana Ministrstvu za zdravje, tudi Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, tudi Ministrstvu za podnebje in energijo, ki so bili seveda vpleteni v pravzaprav ves ta proces, ne nazadnje tudi del strateškega sveta. In delovna skupina je s tem svoje delo po našem prepričanju in seveda tudi potrdilu ministrstva končala in s tem tudi pridobila pravico, da pravzaprav materiale, ki so nastali v tem procesu, uporabi v znanstvenih objavah. Tako da odločno zanikam, da bi šlo za nekaj, kar je v ozki skupini, kaj šele, da bi bilo ideološko
motivirano. No in še to, da ni bilo nikoli v javnosti zadeva prezentirana, to ne drži. Že v letu 2024 je seveda ta delovna skupina organizirala dva obsežna, pravzaprav javna dogodka, kjer so se te smernice predstavile. Doktor Battelino, kaj pravite na to? In v tem pismu je napisano, da menite, da gre pri zapisanih smernicah za prehrano otrok za ideološki boj. No, tega v pismu ne piše. Pismo se striktno omejuje na formalnosti. Jaz bom še enkrat prebral. Slovenija has adopted the Slovenian Nutrition Guidelines 2025. To pomeni po slovensko, Slovenija je sprejela slovenske smernice za prehrano. To ni res. To enostavno ni res. In ta trditev je neresnična in to v običajni znanstveni strokovni praksi pač ni sprejemljivo in je na to treba opozoriti. Tudi ni res, da je dokument konkretno javno dostopen. Meni ni. In številnim drugim, ki jih prehrana gotovo iz strokovnih razlogov zanima, tudi ne. Jaz razumem, da je bilo to predano ministrstvom, jaz se strinjam, da je to prav, da je s tem skupina končala, vendar pa, ko gre za objavo člankov in primerjav za bralce teh člankov, torej mene, ti podatki niso bili dostopni. In to je dejstvo. In na to smo opozorili urednika popolnoma jasno. Zadnja stvar, ki je zelo pomembna, je, da v konfliktu interesov ni navedeno, da sta bila najmanj dva soavtorja tega članka člana vladne skupine za pripravo smernic. To je očiten konflikt interesov, ki ga pač vsak posameznik običajno navede. Tudi na to smo upozorili revijo. Ampak, doktor Battelino, to smo zdaj razčistili, ampak samo zdaj me zanima, kakšne pa bi potem morale biti in kako morajo potem biti napisane te programske smernice oziroma ki naj bi jih zdaj sprejemali oziroma prehranske. Kaj pravite? Veste, jaz mislim, da more pač, pravijo, da je bila široka strokovna razprava, nihče od pediatrov v to ni bil vključen. In ker je prehrana res ključen del otrokovega razvoja na številnih nivojih, od, saj veste, novorojenčka do prehrane v vrtcih, ki je zelo pomembna, do šolske prehrane, kjer velika večina slovenskih otrok zaužije znaten del celokupnega dnevnega vnosa in tudi seveda kasneje v prehrani adolescentov in adolescentk v srednjih šolah. To so stvari, ki lahko ključno vplivajo na zdravje. Zato je po celem svetu normalno, da so strokovnjaki za otroško prehrano vključeni v pripravo takih smernic. Jaz mislim, da imamo na področju pediatrije zelo dobre analize v prehrani, tudi nekaj doktoratov je bilo zelo uspešnih. To neka mednarodna knjiga bo ravnokar izšla odličnih strokovnjakov, ki so se konkretno ukvarjali z prehrano v vrtcih in seveda vsi ti ljudje nikoli niso bili povabljeni k pripravi takih smernic. Tako da jaz mislim, da če izključiš dobršen in viden del strokovnjakov v neki državi iz procesa oblikovanja teh smernic, da pravzaprav po mojem vsak preprost človek, tako kot sem jaz pomislil, da nekaj ni v redu. Kaj pravite na to in kako bo šlo zdaj naprej? Volitve so pred nami, vprašanje, kakšna bo naslednja vlada in tako naprej. No, jaz mislim, da gre znaten del na račun nerazumevanja samega procesa in namena. Skratka, te smernice niso namenjene za otroke. To pomeni, v vsakem primeru, če bi se delovna skupina imenovana od ministrstva ukvarjala s prehrano za otroke, bi bili pediatri vodilni. Med drugim imamo smernice za prehrano otrok, o katerih je bila diskusija na strateškem svetu pred leti in tudi v tem studiu. In v tisti delovni skupini recimo sploh pediatrov ni bilo, zgolj razširjeni strokovni kolegi je seveda s dokumentom soglašal. Ampak ni to bistveno. Skratka, te smernice so namenjene splošni odrasli zdravi populaciji. Namen je pa seveda združiti pozitivne zdravstvene vplive zlasti na preprečevanje bistvenih bremen
javnozdravstvenih problemov, to so kardiovaskularne in maligne bolezni in pravzaprav na to cilja pravzaprav večina priporočil v teh smernicah. Tako da, če se odzovem samo na to, da pač pediatri niso bili k temu vabljeni, jaz mislim, da za to obstaja razlog. Seveda pa lahko vsak državljan Slovenije, še posebej pa strokovnjak, na to reagira. In še enkrat poudarjam, ti dokumenti so bili predstavljeni k komentarjem in recenzijam, je bilo vabljenih 50 naših strokovnjakov, 30 se jih je odzvalo, imeli smo mednarodno recenzijo, pa tudi naši domači strokovnjaki so to recenzirali že leta 2024. Najlepša obema hvala, da sta bila naša gosta. Hvala.